Došli nazaj. Kitajska centralna banka je največji kupec fizičnega zlata, kar je prejšnji teden dvignilo ceno na zgodovinsko najvišjo raven. Ameriške banke in vlagatelji medtem čedalje bolj kopičijo digitalno zlato, kar predstavlja Bitcoin, ki je prav tako v minulem tednu dosegel najvišjo zgodovinsko vrednost, pa še danes tudi. No, vse to se dogaja pri rekordno visokih obrestnih merah, ki seveda ostajajo nespremenjene. Na vrsti je seveda finančni svet in v studiu se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, en lep pozdrav. Pozdravljen, Gregor, sem tukaj hitro prišel v denarnico kot Bitcoin. Kot sem dejal, na Kitajskem imajo radi nekaj v rokah, to je ta pravo zlato. Tukaj na zahodu pa verjamemo tistemu, kar imamo v denarnici, pa še ta je digitalna, ne? Tako cela zmešnjava je na trgu, vsi vlagatelji se sprašujejo, kaj zdaj? Bitcoin še naprej kupiti ali ga prodati, ne? Zdaj, nekateri analitiki letos napovedujejo skar 85% verjetnostjo, da se bo zgodila recesija, drugi še vedno govorijo, da nas čaka tako imenovani mehki pristanek. Spoštovani, lep pozdrav, ali verjamete v naključja? No, minuli teden, ko je Bitcoin prvič dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost, je ta človek, Sam Bankman-Fried, imel rojstni dan. On pa je šef največje propadle kriptomenjalnice FTX, ki je potisnila Bitcoin na najnižjo vrednost leta 2022. Morda zgolj naključje. No, naj izpostavim še eno zanimivo naključje. Zagotovo veste, da delniške trge poganja predvsem zgodba o umetni inteligenci in paradni konj je Nvidia. Tečaj delnic je samo od februarja letos zrastel za neverjetnih 42%. No, v petek je delnica padla za 5,5%. Nvidia pa zdaj dobiva konkurenco, torej družbo AMD, ki je od začetka leta višje za 50%. In zdaj zanimivo naključje to, da sta prvi mož Nvidie in šefica AMD družbe bratranec in sestrična. Ja, razvoj umetne inteligence očitno poteka v družinskem krogu. Kapital se koncentrira, kar je lahko zelo nevarno, če pride do recesije. Lani smo govorili o velikih donosih veličastnih 7 podjetij, no zdaj imamo zgolj še veličastne 4. Omenjena Nvidia, Microsoft, Amazon in Meta, to je tisti bivši Facebook, ki je kljub dvournemu izpadu prejšnji teden še vedno na zgodovinsko najvišji vrednosti. No, visoke obrestne mere ostajajo nespremenjene, je prejšnji teden izpostavil predsednik ameriške centralne banke Jeremy Powell. Napovedal je, da bi lahko letos vendarle dočakali prvo nižanje. But the economic outlook is uncertain, and ongoing progress toward our 2% objective for inflation is not assured. Reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of progress we've seen in inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. No, delniški tečaj newyorške regionalne banke je od konca januarja padel za kar 67%. In to tudi ni edina ameriška regionalna banka v težavah. Dolar pada in posledično raste vrednost zlata. Od praznika zaljubljencev 14. februarja je cena zlate unče poskočila za dobrih 9% in je na najvišji vrednosti v zgodovini. Zlato kupujejo predvsem centralne banke, največ Kitajska. Še eno naključje verjetno. No, vlagatelji v ZDA pa menjajo naložbe iz fizičnega v digitalno zlato. Tako imenovani Bitcoin, ki je od februarja, kot vidite, višje za 60% in zdaj dosega seveda najvišjo vrednost v zgodovini. Bitcoinu lahko sledite tudi z nakupom delnic podjetja MicroStrategy. Tečaj teh je samo od februarja poskočil za 185%. No, lastnik tega podjetja, Michael Saylor, je vse stavil na Bitcoin in minuli teden si je še dodatno sposodil $700 milijonov in kupil še več Bitcoina. Resnično je šel all in, kot pravijo. You could release an AI to run autonomously and you're going to power it with digital energy, which is Bitcoin, right? If you want to create an AI version of yourself and have it live in the internet forever, you better give it some Bitcoin. That at some point, big tech and the hyperscalers are going to actually overturn the
or reverse the stigma for nuclear power, and you're actually going to see that Microsoft and Amazon and Apple will do for nuclear power what nobody else could do in 50 years because they're going to need it to run their AI data centers. No, morda ima prav. Svet trenutno poganja premog. 35% svetovne elektrike namreč dobimo iz premoga. A ni hecno, da umetno inteligenco poganja premog. Obnovljivi viri so na dobrih 14%, no sicer brez hidroelektrarn. Jedrska energija pa predstavlja manj kot 10%. Cena fizičnega urana je imela februarja korekcijo za 18%, kljub temu pa je od lanskega julija višja za 72%. V Evropi se cene energentov nižajo, kar tudi znižuje inflacijski pritisk, je izpostavila Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, prejšnji teden na srečanju v Frankfurtu. Obrestnih mer pa zaenkrat še ne bodo nižali. The projections for inflation excluding energy and food have also been revised down and average 2.6% for 24, 2.1% for 25 and 2% for 26. No, med najbolj hitro rastočimi evropskimi podjetji je Novo Nordisk, ki proizvaja zdravilo za hujšanje. Od lanskega marca je delnica zrasla, kot vidite, za 95%. No, minuli teden so napovedali, da razvijajo novo tableto za hujšanje in delnica je samo po tej novici v enem dnevu poskočila za kar 9%. No, medtem na drugi strani pogledamo nemški farmacevtskega velikana Bayer. Dosegal je zgodovinsko najnižjo vrednost. Tečaj te delnice je od lanskega marca še dodatno padel za kar 53%. V zadnjem finančnem podcastu sem z Luko Podlogarjem, predsednikom uprave NLB skladov, razpravljal o zanimivih naložbah v letošnjem letu. In zdravila proti debelosti zagotovo veliko obetajo. Zdravila, ki so bila v osnovi namenjena zdravljenju diabetesa, zdaj so jih pa v bistvu začeli uporabljati za zdravljenje debelosti, največjega svetovnega zdravstvenega problema. Tako. In trenutno sta na trgu dva proizvoda, komercialno prihajajo pa recimo še te nove molekule, ki bodo dejansko pomagali, ki so bolj učinkovite. No, za konec še naš svet portfelj, ki od začetne naložbe više za dobrih 8%, zasluge pa gredo predvsem skladu, ki sledi ceni bitcoina, ko je imenovan BTCE. Pozicijo smo postopno gradili na 10% in jutri jo bomo polovico zaprli. Rekli smo, da bomo začeli prodajati, ko bo bitcoin dosegel vrednost med 70 in 100 tisoč. Druga najbolj donosna naložba je Disney, sledi Peabody Energy z oznako BTU, proizvajalec premoga, ki sicer zaseda najnižjo 5% pozicijo v portfelju. Ja, naš novi rudar zlata, Newmont z oznako NEM, ki smo ga zamenjali z delnicami družbe Pan American Silver nedavno, pa se je izkazal za dobro odločitev. Kot vidite, podrobnejšo analizo pa seveda predstavim jutri v finančnem komentarju na 24ur.com. Adi, še tole vprašanje, koga imaš ta teden v finančnem podcastu? Prideta dva kolega novinarja, Marija Milič, Manihal in vlagatelj Max Jure Ugovšek. Dobro se boste pogovarjali, se veselim. Ja, govorili bomo tudi o izzivih povprečnega vlagatelja, o tveganih donosih. Zato, spoštovani, hvala za pozornost in uspešen teden vam želim še naprej. Tudi tebi, Gregor. Hvala lepa in tebi tudi, pa se gledamo in spet naslednji ponedeljek v studiu. Hvala. Hvala.